sem hrčka dobila od mojega bivšega fanta in star je pa 9 mesecev. Ime mu je Tiri, je ruski hrček. Tiri drugače pomeni v berberskem jeziku senca. Vsak dan mu moraš zamenjati vodo, hrano pa to. Drugače pa ne, ni toliko potrebno zelo skrbeti za njega, je kar fajn. Sam problem je, če greš kam potovati, a ne, tisto je pa malo večji problem. Zmeraj je treba vse kakor zagraditi, bi jaz temu rekla, da ne gre za omare pa to, ali ga pa daš v eno posebno kugeljico, da teče noter, tako da ga spustim tudi ven. Problem je glih, če se polula, ne, ali pa pokaka vmes, ko moraš čistiti. Drugače pa je tako fajn, ko je v kletki, pa po noč dela, pa vrti kolo, najbolj aktiven je tako ob 2-3 zjutraj. Ampak ima ono, kako se reče, silence wheel, ki naj se ne bi toliko slišali. Naprimer, ta zna polupčkati, če mu daš itak črva, ne, to je nekako njegovo najljubši priboljšek hrana. Pa da se ga tudi ovire, nekateri preskakujejo, da s flomastri postaviš ovire in pa to preskakujejo in je ful zabaven gledati. Drugače pa ja, se jih da trike naučiti, so ful fajn. Danes sem vršila v bistvu zato, da bo dal veterinar potrdilo, da gre lahko z mano na potovanje in pa da mu bojo postrigali nohtke, ker se mi zdi, da ima predolge. Dan. Jaz imam pa za nohtke postrišt, pa... Resno? Ja. Meni se zdi, da jih je treba, nisem pa prepričana. Pri hrčku? Ja, ker si jih ne brusi sam. Pa pol še... A ima fejst dolga? Vas je že ugriznil, ja. Mislim, na zadnje, ko sem bila, vas je ugriznil. Ok, bomo pogledala, ker če tako bi ga mogoče za malenkost tako pomiril, da ga ne poškodujeva, da vemo, da tako je treba, ne? Mislim, mene ne grize, vas pa je, tako da... Ja, mene vsaki hrček hoče vgrizniti, ko ga prijem v roke, ne? Ok, zdaj ne bom mu še enkrat prsta nastavil, ne, samo da vidimo mi te nohtke. Ja, kako pa imaš ti tega, ha? No, daj, pomiri še. Dobro, jaz bom kar pomiral, ker čisto nič ne moram videti. Ok, pa še za meni si neko potrdilo, da gre lahko z mano na Hrvaško. Tisto ima pregled proračuna, ima vse v okviru pregleda, imela tudi striženje kremplov, pa pol imate s tistim pregledom lahko pol do konca sezona prijete k nam, vam bomo mi samo datume napisali, potrdilo, da je okej, da ste večkrat potovali. Žal pa moram pol relativno svež pregled mora biti, ker ni trenutno, koliko jaz vem, še ni nekega papirja. In na podlagi tega, tako da, če to lanski pregled, prav najverjetneje ne prije v poštev. Ne, drug teden, za drug teden da. No, pa kaj boste enkrat šli čez mejo samo? Ja, mislim, tja pa nazaj, ne. Za enkrat rabite? Ja, za enkrat. Pa to vseeno, pa ni problema. To je bolj priljev še za tiste, ko potujejo, pa dejansko rabijo večkrat. V redu. Kakšen hrček je to? Ruski. Ima dvojno težo. A res? Ja. Ga preveč potuješ. Je ponavadi, znam na pamet rekel, imam težo, ga ima stehtala zdaj, da ima videla, koliko je. Ponavadi so tam okrog 30 gramov. 29 do 35 ta bolj močni. On po velikosti, pa gledam to, kako so drugi hrčki, ko jaz vem, bi rekel, da ima okrog 50. Dajmo ga stehtati še prej. Torej, vas ne grize? Ne grize. Odlično. Jaz bom kar izkoristil, ker dajte ga not. Enkrat do zdaj rabo. 77. Ruski hrček zraste približno 12 cm in doseže težo med 30 in 50 gramov. Posebno zahtevne nege ne potrebuje, v glavnem le umivanje in krtačenje. Hrček je čista žival, ki za nego skrbi sama. Za zobe lahko poskrbimo mi z namestitvijo kocke, ki vsebuje snovi potrebne za zobe, ki si jih mora ves čas brusiti. Kremplje pa mu mora pristriči veterinar. Predtem ga bo rahlo uspaval, da ga ne bi ugriznil. V center Dogs for Motion prihaja čisto posebna 2-letna psička Mavi, ki pa ima kljub mladosti za seboj že hudo nesrečo. Njeni skrbniki si vseeno želijo in se trudijo, da bi bila še naprej vesela in razigrana. Ja, ki si punca. Super. Šli najprej na mizo, pa bomo malo preverili, kakšna je kaj mišična masa. Da vidimo, če ti kaj dobivaš. To je Mavi, še ne 2-letna psička,
tudi pasme border collie. Žal se je že pri taki mladi starosti zgodila nesreča, nekako je v bistvu zdrsnila nesrečno in si pri tem zlomila medenico na 3 mestih. Zadeva je bila taka, da smo se odločili, da ne bomo operativno zdravili, ampak smo šli kar v konzervativno zdravljenje. To je pomenilo najprej od začetka 2 meseca strogega počitka in pa fizioterapija. Takoj, ko po teh, bom rekla, po mesecu pa pol smo začeli z hidroterapijo, zato da je psička začela gibati. In pa od vsega začetka predvsem stvari, ki pač spodbujajo celjenje kosti, torej laser, elektromagnetna terapija, tako da smo čim prej v bistvu sanirali ta zlom. Zdaj v bistvu tu s takim posebnim metrčkom izmerimo obseg mišic na stegnu. Na ta način v bistvu spremljamo napredek, a sta obe nogi enaki. Imam 25,9. Očitno sta obe nogici povsem izenačeni, kar je zelo dobra stvar. Torej, v bistvu imamo izboljšanje mišične mase za 3 cm od začetka, kar je zelo lepa razlika. Je pa res psička zdaj že v normalni aktivnosti. Tudi lastniki doma so zelo pridni z temi vajami za krepitev zadnjega dela. Tako da bo res čim bolje pripravljena tudi za športno kariero. Vi vse te vaje, ki jih bomo danes delali z njo, že pozna. Se pravi, je z njo delo res tako tekoče, je ne rabimo več učiti ali spoznavati z opremo. Naš cilj pa je, da bo pripravljena za bodoče treninge, ker zlom sam se je zelo dobro pocelil, nima težav, redno spremljamo mišično maso, če bi recimo začela spet kaj kompenzirati in obremenjevati eno nogo manj kot drugo, bi to absolutno mi videli na obsegu mišic, ki ga je Eva prej zmerila. Pred nami sta 2 prikupna pacienta oziroma primera. Dekleti sta na prvi pregled, cepljenje in vpis v register pripeljali svoja nova ljubljenčka, majhnega mucka in psička pasme pomeranec. Ja, pač mucka sem si želela imeti že tako cel življenje, pa ko smo še živeli pač pri starših, pa to niso pustili. Zdaj, ko sva s fantom na svojem, sem pa si ga vzela. To je moj Louis, pomeranček, star je 4 mesece. Prišel je pa v soboto iz Rusije. 10 let sigurno sem si ga želela, odkar sem izvedela, zato pasem. Opa, kratek, krepek. Ja, kratek, ma. In tebe bolj pa nadalec pripozna. Koliko časa imate od tega? Od prejšnje sobote. So mi pa rekli, da tam čez do 8 tednov strgo, ko smo ga vzeli. Ja, bolj je bil verjetno, bolj 6. To je pomanjšan. Ni tikap, ampak je ena srednja verzija. No. Ne bo čist majhen, do kile pa pol bo prišel, zdaj jih ima pa 800. Čuvali ga bomo kakor ga lahko. Vsaj zdaj na začetku moramo ga zelo. Nič ven ne hodam z njim ta teden. Drug teden bom tako malo začela, ker če ne bi ga vsi skozi nekaj, pa mi to ni všeč. Osebno so mi bolj všeč mački, mislim, kuži so mi tudi tak pač. Pa en kul se mi zdi, kaj tak pač, ko imam šiht, pa kdaj imam to celodnevne, pa to bi se mi zdelo recimo za psa je to ful bolj stresno, kakor za mačka, ko so vseeno malo bolj tako samostojni, no. Kako je? Ima mokro hrano, pa brikete, pa še na vsake toliko časa mu dajam tole mleko mače. Mislim, zdaj, ko je mejhan, pač itak probam čim dlje biti z njem. Pa tudi tako nekako si probam uskladiti tudi dvornik, da tako se nekako s fantom pošihtava, da pač je čim manj cajta sam, no, kaj pa je dober za razvoj mucka, da so na začetku čim bolj v stiku z ljudmi. Srce bomo pa slušali. Dobila sem ga na Dolenjskem, pri sosedih od babice, pač na senu. Je bil pedin, ko se je pustil ujeti, tako da je tako z mano prišel. So pa rekli že takrat, da je tam nekje med 6-8 tednov star, ampak kakor so zdaj pri veterinarju rekli, je blih 7 tednov. Tale ima ušesa zelo lepa. Tako da ni kaj hujšega za videti. Kakšne počasih imamo mladiči, sploh ko pridejo s kmetov, tukaj vse črno, kar je znak pol mačjih gari. Navadite tega gledati v ušesa, takole, da mu vi lahko sami takole pogledate, da mu lahko odprete gobče, takole pa pogledate noter, če ima kaj. Včasih se zgodi, da se nenadoma maček začne strašno slint, se mu v resnici briket zatakne za zobe.
Ja, probala mu bom narediti pač čim bolj, kot se da, ker mačke se kjerkoli žival je obveza in pač je treba poskrbeti, da jim je čim bolj, ne. So živa bitja, tako da niso lih okrasek. Kaj pridite naprej? Torej, ta je z Rusije, scepljeno ima steklino, čip. Dajmo mogoče vaše podatke za začetek. Je to že kolegica naredila? Ne, rekla, da boste vi, ker vse rusko. Ime pa priimek lastnika, pa številko čipa, ki pa je tukaj. Če ima vse to, jaz mislim, da je v redu. Da ga samo vpišemo noter in to je to. Kakšne špice že Pomeranc? Pritlikave nemške špice. Voč, nemški. Ne voč, nemške špice. Nemški, ne ni voč. Urejeni papirji so nujno potrebni in tudi dokaz, da smo psa dobili od uglednega, izkušenega rejca. Iščem datum, da je bil čipiran. Tu menjajo kot to, samo tu je ona podpisana pod inšpektorjem, tako da jaz ne razumem. Edini veterinar, ko ga jaz to vidim, je inšpektor, ki je napisan z veliki tiskanimi črkami, latinici. Nimam imena, kdo je cepil steklino, imam pa serijo, pa številko cepiva, imam pa za ime, kdo je dal pa proti zajedalcem. Predvidevam, da je to ista oseba, nimam pa zdaj nekega dokaza, da je to tako, ne? Ampak dobro, jaz mislim, da tu pri nas noben ne bo kompliciral. Da, tudi med veterinarji včasih prihaja do šuma v komunikaciji, celo pisni, sploh če gre za ruski jezik. In kaj se medtem dogaja z muckom? Tako, fajn bi ga bilo, vsaj glede na njegovo poreklo, bi bilo fajn ga cepiti s protkožnim boleznim, tako da ga imate zaščitenega. Zdaj pa, čez 14 dni, pa glede tudi na njegovo poreklo, bilo smiselno, da se mu vzame kri in se preveri, če ima mačji AIDS ali pa mogoče leukozo. Tu sta dve bolezni pri mačkah, ki sta v bistvu za njih zelo nevarni, ampak mačke, ki so v stanovanju, lahko čisto v redu s temi boleznimi dolgo časa živijo, če je lastnik dobro skrbi za njihovo zdravje. Zdaj zato, da je lažje voditi evidenco cepljenja, mu je ful dober, ker se da, pač noter se vnese cepivo, kdaj ima naslednje cepljenje in vsi podatki za lastnika, ki so. Pomembno je vedno, ko se lastnik odloča, da bo mačko dal v dovolj veliko stanovanje, ker mačka, ki živi sam noter, to je v bistvu tako, kot da bi mačka živela v kletki. In dostikrat se zgodi, da ljudje imajo 30 kvadratov, zdaj bi pa oni imeli 2 mačka ali pa 3. So pa še takšne stvari, kot so škatle za skrivanje, ki jih je fino imeti, praskalniki, ki jih je fino imeti, mačje igračke, dali mu bomo sredstvo za proti bolham in notrnim zajedavcem. Zelo radi se igrajo s kakšnimi kabli in pa, ko se igrajo s kabli, se zgodi, da kabel požre in takšen kabel je lahko za mačka tudi usoden. Kadar lastnik kaj tazga vidi, recimo, da se je maček igral z miško do računalnika, pa da zdaj fali en del kabla, takoj k veterinarju. To ni za odlašati, zaradi tega, ker je bistveno bolj reševati zadevo, dokler se še nekaj zgodilo, kakor da se je pa se rado dogajalo, pa plišasti medvedki, pa tista pena, ki je v medvedku. Ti se lahko zelo nevaren, tudi recimo na rentgenu se same pene ne vidi, z ultrazvokom se praktično ne vidi, vidiš pa, da je zastoj črevesja, pa ne veš, zakaj zares ima. A ne, ti falot. Višavskega terierja Bilija smo spoznali že v eni od prejšnjih oddaj, ko smo spremljali potek zdravljenja njegove tačke. Danes je v Center za živali Moste prišel na obvezno cepljenje proti steklini ter še na nekatere dodatne preglede. Po 3 mesecih sem spet prišel k Janu na pregled, ker ima Bili levo tačko malo utečeno. Prejšnje zdravljenje je bilo zelo uspešno, tako da vmes ni bilo treba več kot pol leta nič obiskovati. Malo se mu je ena buljca povečala tlele pri pljučih. Pri prejšnjem pregledu je rekel, da ni to nič nevarnega, ampak za vsak slučaj sem ga vsem pripeljal, pa kašlja malo. Kašlja, ampak prav, da je to refluks, ampak sem vsem preventivno pripeljal, da pogleda, če bi se slučajno kaj poslabšal kratko. Včasih gre samo slina ven, včasih nič, včasih pa kaj belega. In zdaj raj za vsak slučaj pripeljem,
ker mi je tako toliko dobrega naredil v življenju, da upam, da bo še par let. Je pa od leta 2006 odkole minil. Od 2006 ga že imam. Mal ima edin problem, pač ne sliš več tako dobro. Pa na levem očesu imam reno. Sam se nismo odločili za operacijo, ker ni 100%, da bi se zbudil. Pravi 99, ampak sem videl, da se zdaj bolj na von zanaša. Da ne vem, z tega sklepam, da se mu, ne vem, mogoče celo zboljšal, ali ne, večinoma se na von zanaša. Vid še vedno, z desnim očesem sigurno. Sliš pa tudi, se mi zdi, bolj te visoke tone, da sliš. Je bilo pa letos za nov let zato dosti bolj mirno, je samo one. Skoraj atomske sam slišal, ne? Drugače je bilo prejšnja leta večinoma v kupalnici. Še vedno lahko narediva po 3-4 kilometre, samo če, da ni sonca, ne? Se pravi, zjutraj zvečer gladko po 3-4, izveč v zalog. Tisti, ki poznajo, vejo, da je to 1,3,5. Jaz mislim, da bo v redu, Janu zelo zaupam, ker odkar sem ga tle pripeljal, je tudi na Kodeljevo mi vsi rečejo, da imam novega kužka. Prej je bil čist na koncu. Bomo zdaj na hitro pogledala, cepla steklino, jaz moram začeti z eno operacijo. Tako da danes rentgena pa takih stvari sicer ne bomo delali. Ok, pa drugič. Pa če bo treba, če bom videl, da je treba kaj več, se bomo zmenili nazaj za drugič, pa bom bolj takrat naredila. Okay? Ker ima dr. Jan Le Marešal nujno operacijo, Bilija ne bo mogel pregledati tako, kot bi želel. Danes bo preveril samo njegov sluh in stanje očesa, na katerem ima mreno. Prav tako bo Bili cepljen proti steklini. Zdaj zaradi narkoze se pol niste odločili? Ja, to sem rekel pač. Nikoli ni 100%? Ja, se vem. Tudi mi dva niso 100%? Ja, videl sem, pač vid sigurno še nekaj, to sem videl. Vidi še, to je glavno. Vohal dosti bolj zdaj. Se vid ni to pomen, ne? Pri pseh so bolj brke pa vodne. Tako da, dokler on sam malo vidi, on bo funkcioniral relativno dobro. Gre pa predvsem za to, da je bilo treba ceniti, da gre za hitro, počasi napredujoč problem, ali bo on oslepel zdaj v kratkem, ali to nekaj, kar se bo v naslednjih nekaj letih zgodilo, ali se da kaj zdravili to zaustaviti. Ne. Ja, sem hotel. Kaj na mizo? Da se da zdravili zaustaviti, ali ne. Zato ste mogli iti do dr. Zemljiča, da je on to pogledal pa videl, ne. Jaz sem samo neko stanje ugotovil, ki pa lahko posledica različnih vzrokov. Pa jaz več nisem kompetenten za to, ne. Da je odvisno od teh vzrokov, kako boš ti pristopil k problemu, ne. Lahko tudi sladkorna. To smo kri takrat, mislim, da vzeli, ne? Ni bila, ne? Tako da so drugi vzroki bili krivi, starost, lahko tudi se samo zamašilo nekaj, ne? Tako da to mora pol on, ko je specialist, videti vse, kaj so od odstopanja tiste najbolj pogoste diagnoze, ne? Zato pa je on oftalmolog. Ja. On je rekel, da bi mogel leče za mene. Jako, ja. Jaz sem imel pse, ko so bili slepi, pa so z brkami, pa z vohanjem. On je dejansko pihal zrak, če sem jaz prav razumel, pa ko se mu zrak od tal odbijal, je čutil na brkih, pa je znal, ne na 5 metrov, ampak na 5 cm do 10 cm je znal zaznati ovire in se z neko relativno dobro hitrostjo lahko premikal po prostoru brez nekih večjih težav. Poznal je prostor, von mu je pomagal, da se je orientiral, bolj plus še ta mehanski občutek, ki ga je on... Vsaj tako sem se jaz razlagal, zakaj lahko slep pes se toliko hitro privadi na neko okolje novo. Na staro okolje tako on hodi, sploh ne veš, ali je slep ali ni slep. Ok, okrog vratu, z obema rokama. Kako ti pride, kako bi ti prijem. A to se je povečalo? Meni se je povečalo malo. Na občutek se mi zdi, se je povečalo. Da je to samo kakšna maščoba. Ne mi zdi, kot maščoba. Lahko naredimo tanko igleno biopsijo, pa preverimo, če je maščoba. Ja. Ok, ga boste vzdigli na zadnje noge. Pa si rešen, prijatelj.
pogledam minutko, če so maščobne celice lipom, je to to. Zdaj me pogledala, samo toliko, da pokažem, če mi bo uspelo. Evo, tipične maščobne celice. Mislim, maščoba, okej? Ni nobenih drugih celic, nič, samo maščoba se vidi, pa še maščobne celice v enem kosu. Super. Borut si je oddahnil. V buli, za katero se mu je zdelo, da se je povečala, so samo maščobne celice. Biljevo tačko bodo pregledali kak drug dan, zato mora dr. Le Marešal zdaj samo še vpisati podatke o aplikaciji cepiva v potni list. Po oglasih ne zamudite. Ruski hrček bo deležen manikure in pedikure, ob terapiji z Mavi bomo izvedeli nekaj več o agilitiju, pomeranca in kratkorepega mucka pa bomo pospremili novim dogodivščinam naproti. Ruski hrček je prišel k doktorju Le Marešalu na pedikuro in manikuro. Medtem ko čakajo, da pomirjevalo začne učinkovati, še enkrat preverijo, kakšna je v povprečju teža teh hrčkov. Ja, glejte, 20 do 25 gramov je povprečna teža. Oj. Dobro, zdaj ta podatek najverjetneje malo pretiram, ne? Ampak to je ta, ne? Ampak vaš je tudi dolg. Ima dolgo telo, ne? Ma, ne. Res ima. To sem rekel, da mogoče je kakva mestna vrsta, ampak je pa definitivno tudi predebela. Nič slabega jim se jim ne godi, ne? Oni so, pač tam je zaprt, laufa tisto kolo, pol gre jesti, pol me malo tečno gre spet jesti. Se ga tudi ven spustimo, ne? Pa še tam teče. Pa gre še malo jesti, pa pol gre spet malo jesti, ne? In pol po noči, ko ima dolg čas, gre spet malo jesti, ne? Kaj je bolj buden, po noči ali po dnevi? Po noči je veliko bolj buden. Ponovni so nočne živali, ne? Ja. Samo dostikrat se prilagodijo bioritem zaradi vas, ne? Ja. Da ste vi doma, pa on je tudi tam buden, aktiven, sodeluje. Odvisno od dneva, kako mu paše. No, sej, ne? Imamo vsi slabe pa dobre dneve, ne? Tako da, okej. Kdo bo šel z mano? Jaz. Okej. Bomo skupaj pogledala kremplje. Če slučajno. Mislim, da sem enkrat že strižil hrčko kremplje do zdaj. Jaz jih ne upam, zato ker... Jaz jih tudi ne bi. Na živo si jih tudi ne bi, ker to ima delček milimetra, pol je že nog, pol je pa že prst. Ja. Ti mu lahko prst odšibneš tak. Pa zdaj, ko je čist miren, da se dalo to lepo narediti. Da ti glavico not. Veste, da nisem prepričan, da bomo midva karkoli tu strigla. Ja, enega smo. Zdaj, iskreno povedano, ne vem, če on rabi to, ne? Ena od značilnosti ruskega hrčka je gost kožuh, ki ga je potrebno negovati. Podatek, da lažje prenaša nižje temperature, verjetno ne preseneča. Glejte, tak čist... Tak ni... Opa, okej. Že pazi. Je tako izgledalo takrat, ko on je odletel, pa sem ga jaz prišel k njemu, če je vse v redu, sem ga hotel tako prijetno zabrnil, pa tako samo zagrabil. Če me kjer vgrizne, je ta hrček. Ne sirski, je ta, točno ta hrček me vgrizne, od vseh hrčkov, kaj me grize. Mislim, od vseh živali, kaj me grize, me največkrat ta hrček vgrizne. Ne vaš, ampak ta vrsta. Iskreno povedano, mislim, da če bi midva to na živo delala, Ne bi preživela. ne bi bila uspešna in bi bili najverjetneje vsi krvavi, in hrček in jaz. On kakih prst manj, pa jaz s kako luknjo več v prst. Tako da je tako, po mojem, najboljša varianta. Če smo že mogli to delati, da ne vem, naredimo tako. Pregled živali se računa in na pregledu napišeš, da je žival zdrava in sposobna za prehod čez mejo. Torej na račun pokažete na meji, pokažete izjavo veterinarja, vaše ime. Ruski hrček bo šel čez mejo na počitnice.
Dr. Le Marešal zagotovi skrbnici, da je ob prečkanju meje dovolj, če bo predložila račun tega zadnjega pregleda. Agility je v bistvu športno-kinološka disciplina, pri kateri pes premaguje različne ovire. Gre za hitrostno premagovanje ovir, torej tisti, ki je najhitrejši, z najmanj napakami, zmaga, če govorimo o tekmovanju. Za številne pasme je to primerna disciplina, vseeno je pa dobro, da je kužek primerno telesno pripravljen. Prevladujejo definitivno border collieji, ker so pač res taka atletska pasma, zelo vsestranski, zelo radi delajo. Tako da lahko rečem, da je večina border colliejev, pa tudi dosti teh manjših pasem, vedno bolj pogosti so. Diana, obe se že kar dolgo časa ukvarjamo tudi z agilityjem. Obe dve smo tudi licencirani inštruktorici pri Kinološki zvezi Slovenije, tako da vodimo tudi tečaje agilityja tu pri nas na Koroškem. Tako da v bistvu pravzaprav iz tega smo spoznali neko potrebo po teh storitvah, po rehabilitaciji, po fizioterapiji, ravno iz tega, ker smo bile že toliko vpeti v šport, v športno kinologijo. Prve stranke so bile dejansko, lahko rečemo, agilitaški psi, športni psi, teh je še vedno dosti. Na srečo, bom rekla, večinoma prihajajo bolj preventivno, preventivni pregledi, mogoče kakšne masaže, tako da se te manjše stvari zrihta, še preden prerastejo v večje težave. Nekaj je pa seveda tudi po poškodbah pač prav rehabilitacije. Ogromno pa tudi damo pozornosti na izobraževanju lastnikov, pravzaprav v tistem, kar lahko ljudje sami doma naredijo. In to je definitivno, da ne spustijo psa iz avta ven, direkt v dir za žogico ali pa v igro z drugim psom, ampak da dejansko se potrudijo vsaj par minut prej sprehoditi psa, da se pes ogreje in že s tem zelo dobro pripravijo in mišice in ostale strukture, da so mogoče malo manj podvržene kakim poškodbam, če seveda do njih pride. To ne glede na to, ali imamo psa, ki je samo naš družabnik, ali je mlad pes, ali je star pes, ali je pes, ki se ukvarja z nekimi športno-kinološkimi disciplinami. Drseče površine so zelo slabe. Še posebej, če se mi s psom na drsečih površinah igramo. Zdaj moramo vedeti, da so drseče površine včasih tudi mokra trava, ali bog ne de kak led, ali pa doma, če govorimo o ploščicah, parketu in tako naprej. Tako da se je fajn izogniti aktivnostim na takih površinah, absolutno. Torej, to imamo. Moram zamenjati, ker mi ne gre, tako mi ne pusti. Ok, kako spustite? Naredili smo bolj kot ne prepis, pa imela neke spremembe na ušesih, ki so lahko posledica kakega starega vnetja, pa so to pozdravili, pa zdaj so krastice zaradi praskanja ostale v dlakah noter. Lahko je od samega praskanja s tačko, lahko zaradi paca odpornosti, marsikaj. Tudi zajedalci bi lahko bili, se tudi nekaj, kar se vam svetujem, da bi se dalo zdaj, ne? Tukaj so res, vi imate problem zaradi mase. Ja, to bi jaz vse, kar je treba. Ok, zdaj bo dobro eno taki preventivni paketič, pa to je to. Preveč izgleda zdrava, srček je lep, sluznice so ok, zobke so, koliko sem jih lahko videl, pri takemu malemu psu. Zdaj pa ne, ima pa skus, Od ti pa tudi bolj malo, zato ker ima toliko dlak, pa toliko je živahna, da bom po manj več škode naredil, če bom prisilil ampak izgleda zdrava, živahna, simpatična, ne kaže kakšne znakov bolečine. Dlaka je lepa, svetleča, tako da mislim, da imate zdravo psičko. Tudi nekih deformacij nisem. punčka? Se ne vem, jaz sem zdaj avtomatsko, zdaj je psička. Dajte, nisem pregledal spole, samo taka mičkena je. Fantek je, fantek. Ma vse, kar rabijo fantki. Dino, nekaj pa res nisem pogledal, ker ponavadi pogledam, ker sem avtomatsko smatral, da je punčka. Je za moda. Če imam moda, tako mora biti. Prej si povedal, da jih ne čutim. Eno. Pa najverjetneje drugo.
vse žepek je čutiti. To bo treba še enkrat je dobro. Samo se še malo dokaj visoko. Ok. Mislim, da drugo čutim. Samo to bo treba v vsakem primeru preveriti še enkrat obe, ne? Eno je ziher, lahko, da drugo ni še čisto spuščeno, pa jaz bolj kot na gubo čutim. To je zdaj tako mičkeno, da je bolj kot neko kožna guba. Ne toliko veliko kot kožna guba. Tudi ko kožno gubo naredim, ne vem zdaj točno. Za enega sem ziher, za drugega pa če malo više še gor, ne morem reči. To je tisto mogoče ob naslednjem cepljenju, lahko pogledamo moda še enkrat, ne? Ok. Dajte ga na mizo. Isto boste vi ampule dali pol kasneje, ne? Pa pač boste imeli vso vsebino v ampule. Jaz sem zdaj mogel vsebino v ampule razdeliti na manjše enote, zato da lahko vi to daste. Čim bom več kot kilo pa pol, tako da naredite prečko. Ok. Dobro, zdaj mi ga te vseeno prijeli, ker je, da se... Ok, treba ga res prijeti za tistih 3 sekunde, da mas to stisnem, da bo čist primilo. Ok, zdaj pa. Spustite, tako. Ne mazati zdaj. Damo dlake skup, vi si greste roke umiti. To je narejeno, da se resorbira čez kožo. Če te s prstom pomazali, se bo resorbiralo čez kožo in boste delno tudi vi zaščiteni proti klopom in bolham. Louis je zmagoslavno prestal prvi pregled. Je zdrav in zadovoljen pomeranček. Zdaj pa poglejmo še, kako gre našemu kratkorepemu mucku. Evo, tole je takšen glavnik za bolhe, a ne? Ta glavnik je v bistvu namenjen temu, da mi mačka počešemo. Zdaj, pri njemu smo že dali antiparazitik, pa ga ne bi, tako da ne bi demonstrirala. Takle glavnik nam pa omogoča, da ko mi žival počešemo, ni nujno, da bomo bolho videli. Ker sploh mačke, one znajo vse bolhe pojesti, še preden mi njih zagledamo. Ali pa tudi psi si jih lahko požrejo. Vidimo pa iztrebke od bolh. To so take majhne, drobne črne pikice. Jaz bi vam to lahko pokazala. Tako počešemo in pa so take majhne, drobne črne pikice, ker če jih pošpricamo, se raztopijo in dobimo tako rdeče-rjavo vsebino in ti se v bistvu strjena kri. In je dokaz, da je bolha se hranila na tej živali in živela na tej živali. V takem primeru, če to najdemo, pol moramo ukrepati. Še ne bomo ga danes čipirali, bomo počakali s čipiranjem do kastracije, zato ker je čip precej velik, tale mucek je majhen, tako da bomo pol v splošni anesteziji mu tudi čip postavili. Zagotovo smo zagovorniki tega, da mora tudi mačke imeti svoj čip, če ne drugega, če uide skozi okno ali pa skozi vrata in ga lastnik pol pogreša, pa nekdo tega mucka najde, da se ve, kam ta mucek paše. Je pa tako sploh, če lastniki potujejo, če grejo kdaj čez mejo, je itak čip obvezen, pa potni list obvezen in je fajn, da imaš to že enkrat narejeno. Pazite, da ne pojedo preveč, da ne preveč debel. Debelost je zelo pomemben faktor za vnetne bolezni in take težave. To je pa to. Tudi mucek je zdrav in pripravljen na dogodivščine v svojem novem domu. Popet se pa greva domov. Sociale? Prihodnjič v oddaji.